SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. En lep pozdrav v novem SBC-evem aktualnem podcastu. Tokrat bo govora o logistiki, o izjemno pomembni panogi, ki še kako vpliva na naše trgovske poti, pa tudi na naše gospodarstvo. Čeprav je logistika en tak zelo širok pojem, saj tudi zato imamo kar 3 goste vsak iz svojega področja, pa je to panoga, ki je, kot rečeno, zelo pomembna in še kako vpeta v svetovno dogajanje. Od tega, kar se dogaja na Kitajskem, v Ameriki, na Bližnjem vzhodu, in če pravijo, da smo Slovenci nekje vmes in na odlični točki, morda to včasih drži, včasih pa tudi ne, če nas bo kdo prehitev. Ampak več o tem v naslednji uri, ko se bomo malce spoznali s prihodnostmi logističnih izzivov, pa tudi o sedanjosti bo kar precej govora. Najprej en lep pozdrav vsem trem. Iz Združenja logistov, član SBC-ja in pa iz Fakultete za logistiko. Hvala, da ste prišli. Morda začnemo, saj sem razmišljal, kje začeti, ampak pri najbolj aktualni temi, ki sem jo zasledil ravno pri radijskih poročilih, da so v Luki Koper zdaj izbrali izvajalca, da bodo podaljšali ta prvi pomol, kar je menda že kar precej nuja, zato ker drugo leto se vendarle končuje tudi tako dolgo pričakovani drugi tir in potem lahko pričakujemo tam 1.700.000 zabojnikov na leto, ki naj bi pripotovali v Luko Koper. Pa če začnemo, Tomaž Kramberger z Fakultete torej za logistiko pri vas, to so dobre novice, zdi se, da vendarle nekje ne moremo začeti s slabimi, ampak da nam gre dobro. Seveda, to so zelo dobre novice, sploh glede pomola, sploh ne bi izgubljal besed. Zdaj, glede železnice je pa tako, je bilo res nujno potrebno in tukaj smo mogoče celo že malo, zdaj ne lovimo prednosti, ampak dohajamo tisto, kar bi mogoče lahko zamudili. Tako da na srečo, ko bo to začelo funkcionirati, smo na dobri poti, da pridemo še korak dalje. Če samo umestimo te številke, o katerih potem tudi v Luki Koper radi govorijo letos, tam računamo na okrog 1 milijon zabojnikov, kako veliki smo? Kje se lahko vidimo, če se primerjamo z drugimi pristanišči po Evropi? Zdaj ne bom čist natančno govoril, ampak če se primerjamo z pristanišči po Mediteranu, sploh ko bo 1.700.000, smo popolnoma primerljivi pravzaprav z vsemi. Zdaj pustimo številke, ampak to. Če pa to primerjamo z največjimi, recimo šanghajskom pristanišče Ningbo, so pa to številke med 60 in 70 milijoni letno, Singapur tam 40 in podobne zadeve, pa tudi Severna Evropa govorimo o desetinah milijonov, tam pa še nam malenkost manjka, ampak sej vprašanje je, če si mi lahko privoščimo mnogo večje številke v Sloveniji, Pa če se jih sploh želimo, ker vendarle to pomeni samo še več tranzita čez Slovenijo, potem pa smo že pri težavah, o katerem pa tudi ves čas jamramo, če lahko temu tako rečemo, da tovornjaki stojijo, da uničujejo avtoceste, da ne morejo iti na železnice, zato ker še niso pripravljene. Kje smo pa pri tem, ko govorimo zdaj o logistiki v Sloveniji? Ja, zdaj, mislim, da je Tomaž lepo predstavil celo to zgodbo, kje smo pa kam ti trendi gredo, In slovenska železnica je pač pomembna infrastruktura. Mi smo se pred kratkim pogovarjali okrog dodane vrednosti na področju logistike in seveda tranzit dodane vrednosti pač ne ustvarja, In mi nimamo težav s tem pravzaprav, ali bo promet rastel, pa koliko bo rastel. Ta pravo vprašanje, ki se tukaj pojavlja, je, kaj zdaj s temi zabojniki pa s tem, kar pride v Slovenijo, naredimo. Zdaj, če mi želimo, da nam dodana vrednost raste, pomeni, da moramo to blago nekje v Sloveniji zaustaviti, pa z tega nekaj narediti. In seveda, osebno menim, da je to ena pravzaprav še zadnjih, sigurno pa največja priložnost za to, da se pravzaprav ta dodana vrednost, ne samo logistika. Logistika je tako pomembna, da v bistvu vpliva na dodano vrednost celotna Slovenija. Se pravi, mi moramo danes začeti razmišljati okrog tega, kako bomo to blago ustavili. In zdaj, če pogledamo zdaj, na eni strani se pogovarjamo o geostrateški legi, na drugi strani imamo vendarle razvejan železniški, v bistvu rečemo temu, infrastrukturo. Mi imamo, 5 ali celo 8 križišč na sami železnici, potem 3 koridorji prečkajo Slovenije, to je izjemno,
In ob takih pogojih se pogovarjati o tem, da pravzaprav blago tranzitira Slovenije, je očitno nekaj zelo narobe, je pa to dejstvo, ne. Se pravi, vse sile je zdaj potrebno usmeriti, zdaj vemo, kam bomo razvijali železnico, ne. Vemo, kam grejo trendi v bistvu, ne, in zdaj seveda moramo znati biti dovolj pametni in pa nekam na vse te koridore, na vse te križišče začeti umeščati intermodalne centre, logistične središče in tako naprej, ker se bo ob tem še kaj drugega razvilo, ne. Saj v končni fazi tudi Cargo center se je začel najprej z enim skladiščem, vemo, da je dolgo časa delovalo to z minusom, pač država mogla sofinancirati, danes je pravzaprav to eno največjih logističnih središč v tem koncu Evrope, no, in imamo primere dobrih praks, ki jim moramo slediti. Pa jim? Ne. Se zavedajo tega? Žal jim ne sledimo. Zdaj, kdo se tega zaveda ali se ne zaveda, ni na mestu, da komentiram. Dejstvo pa je, da se na tem delu ne dogaja dovolj, zdaj pa naj vsak sam presodi, da se kdo tega zaveda ali ne. Se bomo celo uro tukaj zavedajo se pa zelo tega v Avstriji, zelo se zavedajo tega na Hrvaškem in zelo se tega zavedajo v Srbiji, ki pravzaprav postaja eno zelo pomembno vozlišče, po moje bolj pomembno, kot se ga mi sploh zavedamo. No, v Srbiji pa potem posledično še do Madžarske bomo še prišli. Če smo zdaj začeli na tako veliki sliki, pa greva zdaj k tej slovenski, ko pa govorimo o logistiki, pa največkrat priletimo tudi do težav, da je morda še najtežje danes najti zaposlene, ki bodo v tej logistiki delali. Kako velike težave, Gregor, imate res slovenski, ne vem, prevozniki, pa tisti, ki potrebujete potem tudi bolj usposobljene kadre? Jaz mislim, da je to zdaj splošen problem v Sloveniji, delovna sila, ne samo avtoprevoznikov, logistov. Mogoče tudi zaradi tega, ker smo v preteklosti to z lahkoto zadostili z delavci iz bivše Jugoslavije, iz bivše skupine države, samo se ne soočamo samo mi s tem. Če smo bili mi neka država v tranziciji, ko smo se priključili Evropski uniji, pa smo izkoriščali to pozicijo, da smo lahko dobili ugodno delovno silo, ki je bila relativno dobro izobražena ali pa pripravljena delati, pa smo takrat to izkoristili, smo danes mogoče malo zaspali, so nas tako kar v logistiki, ali pa v izgradnji teh centrov, so nas v tem segmentu prehiteli Hrvaška, kjer je veliko lažje dobiti delavca iz, bomo rekli, vzhodnih držav, ki so zdaj ne samo neka priložnost, pač so nujna sprememba v zaposlovanju ali pa v politiki zaposlovanja, ker enostavno že par let nazaj so večja podjetja govorila, da je bazen bivše Jugoslavije je prazen. Danes greste na Hrvaško, boste naročil kavo, pa vas ne bo več Hrvat postregel, ker imajo enak problem, kot imamo mi z vozniki, pač tudi drugi segmenti v gospodarstvu, da tega kadra ni. Ko se je začela vojna v Ukrajini, takrat so, to sem prebral, bili Nemci veseli v narekovajih, da bodo ti begunci takoj začeli lahko pri njih delati, ker so vendarle bili, bomo rekli, vsaj kulturno primerljivi, Potem so Hrvati, vi ste jih omenil, oziroma ti si jih omenil, ker smo se dogovorili, da se tikamo, ti si jih omenil, da pri njih, imaš res Nepalca, ki ti postreže hrvaško kavo, pa morda kakšne filane paprike, ampak ko pa v Sloveniji o tem govorimo, da bi imeli tujce, pa vedno naletimo na eno birokratsko zagato in ta je, da bomo mi pohitrili te postopke, ampak jih v resnici še vedno nismo, čeprav kaže, da gre hitreje. Koliko časa, naprimer, se pri vas v podjetju zdaj s tem ukvarjate, da bi pripeljali, prej si omenil 4 ali 5 voznikov? V bistvu smo mi si dali nek projekten model, da bomo dobili izkušnje in smo iz 2 različnih držav pričeli z postopki pridobivanja dovoljenj maja meseca letos. Zdaj smo sredine decembra, pa smo sicer na koncu, ampak recimo, da je ta postopek bistveno predolg, ker v tem času se lahko ne samo v gospodarstvu, v
v katerikoli veji se lahko karkoli zgodi. Se pravi, ne samo v prevozniški, prevoz je pač vedno odvisen od nečesa drugega, od proizvodnje, od kogarkoli. Ti lahko imaš enega zelo dobrega strateškega partnerja, za katerega imaš recimo večino ali pa 1/3 poslov sklenjenih, bo on imel samo ohladitev, o kateri zdaj skozi poslušamo zadnje čase, pomeni, da bo te padel iz svojega portfelja iz 30 na 10%, ti kar naenkrat boš imel 5 kamionov preveč, tistih 10 voznikov, ki si jih pričakoval, jih tudi ne boš več rabil, ne. Ja, postopke si pa že speljal, stroški so nastali, ne. In tle govoriti, da bo Slovenija vedno nekaj boljša, pa tako naprej, je vedno ostalo samo pri besedah. Mi, ko pridemo v praksi, je tisto, kar vsi gospodarstveniki vedno ponavljajo. Javna uprava še vedno ni servis za podjetnike. Javna uprava je podaljšana roka nekih birokratov oziroma nekih zakonodajalcev, ki potem dajo neke smernice pa neke norme, ki jih sicer oni vse izpolnjujejo. Samo v gospodarstvu pa vemo, da se stvari čisto drugače je treba lotiti, da moraš biti efektiven, da moraš biti hiter, da moraš biti prilagodljiv, iznajdljiv, a ne, če ne, te naslednji dan ni. No, jaz bi tu še en drug pogled omenil, da prej smo se lepo pogovarjali o tranzitu, ne. Tisti trenutek, ko bom imel kot prevoznik, ne, zgubil posel zaradi tega, ker tega ne bom mogel pripeljati, pomeni, da blago bo našlo svoj cilj, ne. In zdaj, če ga ne bomo mi pripeljali, ga bo pa nekdo drug, ne. In če vemo, da imajo recimo, ne vem, na Hrvaškem ali pa kjerkoli drugje imajo manj težav s temi, je zelo velika verjetnost, da bo prevoz prišel iz drugega konca, ne, ampak tisti, ki je pravzaprav izvajalec prevoza, pravzaprav tudi pobere smetano v tej zgodbi in to je spet en svoj del, ker se pogovarjamo o dodane vrednosti na področju logistike, transporta in tako naprej, ne. Se pravi, mislim, da je kolega zelo lepo povedal, ne, kdo je komu zdaj servis, pravzaprav in mi se moramo tega zavedati, ne. In dokler imamo take težave, seveda boljše ne bo, ne. Zdaj smo šli en tak krog za to, da morda pokažemo, kaj vse ta logistika zavzema, ne? Od svetovnega dogajanja pa do domačega logista, prevoznika. Katere so tiste točke, ki so ključne, naprimer, da se pri nas, ne vem, saj imamo več gospodarstva, ne, preko si omenjal, da ne bi o imenu govoril, imamo ministrstvo za transport, pa imamo gospodarsko ministrstvo, ne. Katere so tiste točke, ki jih nikakor ne bi smeli spregledati, pa se vendarle vse skupaj odvija hitreje, marsikje? Zdaj, če se navežem na to, kar je Igor prej omenil, ne, da je treba pač nekaj s temi kontejnerji, če ga citiram, nekaj narediti, tu ustaviti, ne. Zdaj vprašanje je, kaj, ne. Zdaj moramo pa tudi v obzir vzeti naslednje dejstvo, da spremembe neke se v svetu pravzaprav dogajajo, ne. Če pogledamo že sam zdaj te od narave ali pa od človeka povzročene krize, od finančne krize leta 2010, covida, vseh teh mogočih vojnih žarišč okoli, ne, dejansko vidimo, da je naša oskrbovalna, rečemo zdaj temu oskrbovalne verige po svetu, pravzaprav to niso več verige, ampak so kar hudo zapletena omrežja, ne, tudi tako mi logistiko smatramo kot neko aplikativno znanost, ki tokove skozi omrežja usmerja, bodisi je to, so informacije, energija, tovor ali pa ljudi, pravzaprav vseeno, veljajo iste zakonitosti. Vidimo, da so te mreže toliko komplicirane, da so težko obvladljive, so zaradi tega hudo ranljive in če sam pogledamo enih par, mi jih imenujemo choke points na svetu, par točk je, ko se nekaj zgodi, pa se ta omrežja ustavijo. Imamo Sueški kanal, tisti Panamski kanal, Hormuško ožino, tale ožino, prijemno, ker se zdaj pač te incidenti s uporniki dogajajo, potem imamo še tam med Malezijo pa Javo, pa Sumatro, tamle ožino, Malaka Strait, ne. In ko se tu nekaj zgodi, se zadeve lahko popolnoma ustavijo. Vse smo videli, ta Ever Given tukaj. By the way, ne, ko je bil ta incident v
v Sueškem kanalu so zdaj na neki univerzi, zdaj se ne spomnim, kje naredili analizo, na koga je to največ vplivalo. Ne? In če sam vam spominjal tisti graf, zelo visoko gre na mediteranskih pristaniščih, zelo nizko na severnoevropskih, pa čisto brez sledu na ameriških. Ne? Tako da zadeva je očitna, komu pravzaprav ti incidenti v tem najbolj škodijo. No in kaj hočem povedati je to, da tisti, ki so bili pametne države so začeli razmišljati o alternativah. Najbolj prednjačijo, zdaj nam je to všeč ali ne, Kitajci. Ne? In tele alternativne poti, oni jih imenujejo svilna pot, to imajo razdeljeno na 3 dele, severno, sredinsko in južno, potem tisto severno ruto okoli po Arktiki, pa še ena je po morju, ne? Katere del je tudi to, ker je Igor omenil prej, pristanišče v Pireju v Grčiji, potem železnica skozi Makedonijo in Srbijo do Budimpešte. Ne? In ko bo to implementirano do konca, ne? Financirajo to in celo fizično gradijo to Kitajci v Srbiji, ne? Sej kdor je tam bil, vidi, da vsi tuneli imajo kitajske napise, ne več srbske. Ne? Ko bo to implementirano, se bodo stvari spremenile. Ne bom zdaj rekel, da bomo imeli težave. Mogoče jih bomo imeli, če bomo pa pravilno pristopili, pa prave stvari naredili, do takrat, ne, bomo pa mogoče celo imeli koristi od tega. Ne. Zdaj, to pa je vprašanje. Ne. Se mislim, da je Tomaž lepo povzel, ne? To so dosti pomembne stvari, ampak zdaj vprašanje je tudi bilo, kaj zdaj narediti. Ne? Zdaj, da ne gremo preširoko, če ostanemo samo pri tej zgodbi, ki jo imamo danes tule na jedilniku. Ne? Ekonomija, pravzaprav pa gospodarstvo že ves čas toži, da je pri nas katastrofa, ne samo z zaposlenimi, pa pravicami oziroma dovoljenje za tujce, se pravi, tu je definitivno treba korak naprej narediti, ampak to, kar se še dalj časa pogovarjamo in kar vsi jamrajo, je pa dejansko problematika umeščanja v prostor. Ne? Kakorkoli že, so investicije, ki jih pač v bistvu hočemo sami Slovenci delati, ampak načeloma pa tisti, ki imajo denar, ne? In ki so pripravljeni investirati tudi v Slovenijo ali pa kamorkoli, ne? Kaj oni pričakujejo? Danes bom vložil, jutri bom začel v bistvu že nek benefit tega ven dobivati. In v Sloveniji, ne, kjer se odločiš, da boš, pa predno zapičiš lopato, traje 3 leta, pa pol predno vsa dovoljenja, pa tako naprej. Glavno po 5 letih se ti začne stvar vračati, je to problem. In če se navežem še na intermodalne terminale in tako naprej, tudi Evropska unija se zaveda problematike. Saj nas mogoče v Sloveniji tukaj vendarle malo tudi rešuje to, da je slabo investirajo v tire še kje druge, ne samo tukaj v Sloveniji. Saj smo na kongresu poslušali, kaj so razlagali, ampak enkrat se bo ta zadeva spremenila. Evropska unija je pa pripravljena v bistvu sofinancirati tudi izgradnjo intermodalnih terminalov in tako naprej, vendar pa država s svojimi strategijami mora dokazati, da se tega zaveda, da misli resno, da točno ve, kje se bodo te stvari gradile in da bo ta proces suportirali. Tu pa imamo še mi pravzaprav težavo, ki jo še nismo dovolj naslovili. Tako da, če zaključim, kaj je zdaj, kaj je jutri, v zvezi s tem, kar imamo tukaj, je olajšati pravila pridobivanja dovoljenj za tujce, v bistvu absolutno olajšati zakonodajo na področju umeščanja v prostor. Ne govorimo, da moramo skozi prste gledati, v bistvu, ampak pač postopkovno gledati. Pa končno tudi se opredeliti do intermodalnih terminalov, zato da lahko začnemo tu ustvarjati neko dodano vrednost. Tako da, zdaj smo samo pri tem, kje so še ostale stvari, ki nas čakajo okrog tehnologije in tako naprej. A še v gorivo lahko kakšno rečemo? To je še, se mi zdi, še ena takšna, ves čas iščem, ne, da tukaj me boš seveda ti, Gregor, popravil, ampak neko slovensko podjetje konkurira s drugimi avtoprevozniki, naprimer v Evropi, precej večjimi, ki je morda najbolj izgubljeno. Zdaj, recimo, jaz sem v tem poslu 25 let, v tem času je bilo precej poskusov, kako v bistvu sploh zastaviti cilje
ali pa model ustvariti, kaj bo prinesla cena goriva, oziroma čemu bojo namenjene trošarine in tako naprej. Če se, ne vem, spomnite, mogoče vi, ki ste malo starejši, je bil čas bencinski tolar, ne? Pa so se gradile avtoceste. Je danes dodatek na uporabo avtocest, ki gre za izgradnjo drugega tira, ne? Zdaj, seveda so gospodje, ki imajo precej več znanja, pa prav postavljeni za to, da vejo, kam bo ves ta denar šel, pa kam je ciljno usmerjen, ampak ves čas, vseh teh let smo pa zdaj v zadnjem času pa na repu, zaradi tega, ker so cene goriva preobremenjene. Zdaj, ni to samo problem, da so na avtocesti, kjer so ceste sproščene, so precej višje pa tako naprej. Ampak tudi lokalno, sej avtoprevoznik se vsak znajde, pa ne bo to slovenski, avstrijski, madžarski, ki tranzitira skozi Slovenijo. On, če bo videl, da je cena goriva visoka na avtocesti, bo šel pa z avtoceste dol, pa bo točil gorivo izven avtoceste. Ampak na koncu, kaj želimo mi? Samo, da gre preko naše meje, tako kot ste vi prej rekel, ali hočemo, da bo tudi tukaj nek logističen center, ki bo manipulacijo tovora nudil, ali bo samo, recimo, če že ne more skladiščiti tovora tukaj, vsaj postal na počivališčih, plačal gorivo tukaj in bo država dobila nekaj od trošarine. Zaenkrat, ne, je to ravno 3-krat narobe. Ne, zdaj imamo najvišje cene ali pa med višjimi cenami v Evropi, se pravi, plačujemo trošarino samo domači, tisti, ki ne tranzitiramo v Slovenijo. Če gremo en korak nazaj, dobi vsak prevoznik lahko delno povračilo trošarine nazaj, pa ne glede, ali je to slovenski ali je tuji. Ne. Se pravi, tukaj zdaj sploh ne vemo, zakaj se ta trošarina pobira, čemu je namenjena, a je cilj imeti nižjo ceno goriva, pa da bo nekdo res tukaj točil, ki tranzitira, ali je to samo pobiranje dodatnega davka državljanov. To je največji problem, ker vsaka vlada, ki pride, si po mojem to malo drugače predstavlja kot tista prej. In najbolj pa moti to, da to ni neke konstante. Da bi rekli, zdaj bomo pa 5 let zeleni, bomo pa 5 let to namenjali, ne, vedno so nove obdavčitve, vedno se neka regulacija iz danes na jutri dogaja. Vi čuvate danes, jaz vam že približno lahko povem, koliko bi mogla biti čez en teden cena goriva, ker imamo zelo lep model. Ampak mi se lahko čisto točno zračunamo že v ponedeljek zjutraj. Mi bomo do ponedeljka, do tistega sporočila, ki bo vlada odločila, ali bo zvižala trošarine, ali bo znižala trošarine, ali bo dodala neko novo takso, ali bo izločila z enega modela drugo, ali bo vključila en zeleni vir ali pa obnovljivi vir energentov, ki se primešava fosilnim gorivom, ali bo drugega. In to je največji problem, da noben več ne ve v Sloveniji, kaj bo jutri. No, ampak mislim, da si eno zelo pomembno stvar povedal, ne? Kaj je cilj, ne? Mi imamo tu težavo. Ne? Mi, če se bomo enkrat odločili, da je pri nas cilj narediti poslovno okolje prijazno tistim, ki hoče tu ustvarjati, ne? Pol morajo ukrepiti nekam v drugo zgodbo, ne? Če je pač poslovno okolje, ne? Da bomo omejevali svobodno konkurenco in da bomo pač v bistvu ne samo zeleno gledali, v bistvu ne, pa potem druga stvar, ne? In tretja stvar je seveda zdaj, ali bomo ultrasocialna država na račun tega, ne? Da bomo pač v bistvu ne skrbeli za socialo, namesto da bi ustvarili pogoje, da si pač ljudje sami zaslužijo svojo plačo v bistvu. No, tako da, ja, tu je vse odvisno od tega, kakšen je cilj in mislim, da smo mi pri ciljih malo mogoče zaplužili, ne? In ko si bomo malo skristalizirali, ne? Da pravzaprav moramo vendarle gospodarstvu pomagati, potem bo tudi tu lažje, ne? Strokovnjaki na fakulteti za logistiko, ne? Koliko je študentov pri vas? Približno? 550. 550.
mi imamo pa en kup ministrstv pa uradov, ki se s tem ukvarjajo. A imate vi, ne vem, enkrat na leto, to zdaj pa res kot laik sprašujem, ali pa na pol leta, neko srečanje, kjer morda vi poveste vse te trende, ker dvomim, da imamo na ministrstvih toliko strokovnjakov, ki bi imeli to širšo sliko, ne? Pa ne vem, da na kongresu jim poveste, ne, svoje, vem, da je tudi zdaj bo SBC imel svoj poseben odbor, kjer bo tudi povedal svoje, ampak a jim tudi strokovnjaki poveste svoje? Da ste dregnili v eno tako Seveda, ja. osje gnezdo. Zdaj stvar je taka, jaz mislim, da nam vsi, vključno z Igorjem, tu navzočim, dajo premalo krat kaj vprašajo, da bi mi imeli možnost povedati, kaj si mislimo. Je pa to razumljivo, ne, ker naše rešitve niso tiste, ki bodo jutri pomagale gospodarstvo, in tega tudi od univerz ne gre pričakovati. In tu potem včasih pridemo do konstruktivne debate, ki je na koncu pač nekako rešimo, ne? Ker mi se poskušamo dejansko ubadati z nečim, kar ne bo jutri izvedljivo. Mogoče bo pa pojutrišnjem, pa čez nekaj časa, ne? In hitrih rešitev mi ne znamo dati, zato se v njih pravzaprav niti ne poskušamo spuščati, ne? Zdaj, takšne strateške pa jaz pravzaprav pogrešam, da bi koga zanimali. Jaz sem pred leti po mojem postdoku, ko sem ga delal v Singapuru, udeleževal njihovih takšnih srečanj, ravno istih. Singapurska Luka je to vsako leto financirala, pokojni moj prijatelj, profesor, pri katerem sem to delal, je pa to organiziral. 2012-2015 sem jaz to redno hodil in kaj se tam dogajalo? Pravzaprav nič. Druga kot to, da so se pač povabljeni profesori iz tega področja, smo se, tako kot zdaj mi tukaj, pogovarjali, ne? Mogoče smo še kaj projicirali na tablo, pa to. Tamle enih 15 ljudi iz Luke je pa to poslušalo, pa so si nekaj zapisovali, zdaj pa kaj so pa to uporabili, pa ne vemo, ne? Niso nam povedali, ampak jasno, zanimalo jih je. In jaz pravzaprav tega tudi pogrešam, ker mogoče bi pa odločevalci, ki odločajo o naši prihodnosti iz naših včasih razmišljanj, ki so še kar v oblakih, ne čist na zemlji, pa kaj pametnega potegnili, pa naredili nekaj dobrega za državo in za ljudi, ne? Tega pa mi ne moramo, mi bolj ali manj razmišljamo v oblaki. No, ampak, da pravim, v bistvu to razmišljanje. Mi smo svoj čas kar dosti hodili po logističnih delegacijah po svetu, v bistvu, ne, in marsikje, kamor smo prišli od Vietnama, Kazahstana, ne in kje, ker smo se pogovarjali, vedno so nasproti nam prišli pravzaprav odločevalci pač z področja logistika in so rekli, ne, tako. Mi smo zdaj po LPI-ju, Logistics Performance Indicator, na 20., 30., 40. mestu, v naslednjih 5 letih, ne, računamo, da se bo naša situacija izboljšala za 5 mest na boljše, zato bomo investirali toliko in toliko tja in tja in tja. In to smo vedno spraševali, se pravi, kdo vam je pa zdaj pripravljal to idejo, vizijo, strategijo, še vsaka inštitucija do zdaj, ali pa če hočete ministrstvo, ki nas je pač gostilo, vsi so k sodelovanju pisanja vizije, strategije in tako naprej, povabili fakultete in nekako zunanje strokovne inštitucije. Mi pri nas v bistvu ne smo, te strategije nastajajo v okviru ministrstev. Se pravi, naš fokus je pač ne pri odločevalcih, če temu tako rečemo, v pisanju strategij, kar je absolutno narobe, bistveno bolj bi se morali ukvarjati z moderiranjem, z vključevanjem vseh, ki nekaj znamo tukaj v teh stvareh in tudi ključnih deležnikov od Luke Koper in tako naprej, zato da povejo kako pa kaj, sami bi se pa morali malo bolj fokusirati v realizacijo vseh teh idej. In na tak način je potem krog sklenjen. Ignorirati vso to znanje, ki ga imamo tudi v Sloveniji, je pač izgubljena priložnost. In seveda, tu bo mogel enkrat nek napredek priti v bistvu, ali pa razsvetljen trenutek, ko bomo to spremenili. Je pa res, tudi da vržem žogico malo nazaj, sedeti doma, pa čakati, da te kdo pokliče, pač ne gre, moraš tudi malo proaktivnosti tudi sam pokazati. To vprašanje sem zastavil ravno iz vseh teh
izhodišč, ki ste jih videli pravzaprav. Ne? Eno je, da se veliko dogaja, po drugi strani, ne, da mi vedno rešujemo stvari sproti, ali pa ne vem, zdaj pa avtoprevozniki rečejo, mi bi imeli pa nižje obremenitve, pa skoči nek minister za nekaj časa, to, da se pomirijo zadeve, a ne? Bomo uredili zaposlovanje tujcev, pa se potem pol leta nič ne zgodi, ker mi to urejamo, a ne? Hkrati pa vidimo, da se v svetu to da se hitro spreminjajo stvari, no, in da res, jaz se spomnim, še na televiziji smo govorili, skrbi nas, če nas bodo Avstrijci prehiteli do Trsta, naprimer, ampak vmes se je 5-krat vse skupaj zamenjalo, pa danes tukaj govorite, da nas bodo Srbi do Budimpešte, naprimer, prehiteli, ne. Si zdaj vprašanje, če nas bodo Srbi, ampak no, Kitajci, ne, tako, ne? Ja, gledajte, jaz neko tako grobo idejo o tem odgovor, ne, tisto, ko Igor rekel, kaj pa res narediti, imam, no, ne osebno, pač stališče fakultete. Zadeva je taka, ne, gledajte, zdaj resnično se nekaj dogaja, resnično se bodo prej ali slej zgodile neke alternativne oskrbovalne poti in iz Azije k nam in nazaj, ne. Saj, kot sem prej v pogovoru omenil, da kitajska agencija, to, kar je pri nas ARIS za raziskovanje, ne, razpisuje projekte, kjer več ne delajo, pravzaprav ukvarjajo se s tem, kar bom potem tudi na koncu zaključil, z digitalizacijo teh oskrbovalnih poti, ne več samo iz Kitajske ali Azije k nam, ampak tudi obratno, ne. Torej, oni že računajo na to, da se bo prej ali slej tok nečesa obrnil tudi v tisto smer, čeprav zdaj gledamo, da so neskladja velikanska, ne, 90% gre 70% pa nazaj. Torej, imajo idejo, jaz enega kandidata že kar imam, torej avtomobilska industrija, ne. Najverjetneje bo treba tudi pri nas kaj proizvajati, pa k njim dobavljati, ne, vsaj tako kaže v tem trenutku. In te poti se na novo ustvarjajo, ker smo zdaj stopnja tehnologije tako daleč, da gremo tole, digitalna transformacija je nujna, ne. In kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da ne bomo starih načinov digitalizirali, temveč moramo narediti nove načine, ki so pa izvedljivi samo s pomočjo IT tehnologije, ne. Torej, vzamemo za primer Uber, ne, ki ne deluje, če nimaš telefona in vsega softverja zraven, ne. Na navaden telefon to ni šlo, ne. In zdaj je čas, da si mogoče tu zraven vključimo, ne, in mi na univerzi se poskušamo, ne, vendar, no, sej smo tudi kar uspešni na tem področju, ne, in mislim, da je tu zdaj v tem trenutku ena izmed možnosti za nas, mogoče kot strateška odločitev, da se bomo šli, široko gledano in tako na pamet rečeno, digitalizacijo. Ampak ne zdaj na tem, da bomo to, kar že delamo, digitalizirali, ampak bomo poskušali nekaj novega narediti. Gregor, kako je pa podjetnikom v tem trenutku? Ne? Včasih si, ne vem, zdaj zelo posplošujem, kupil tovornjak, našel nekoga, ki je potreboval, da si nekaj pelje od točke A do točke B, zdaj je pa en kup drugih dejavnikov še poleg. V 25 letih verjetno se jih je nabralo, no? Ja, recimo, če gledam mojega očeta, je bil voznik pri Petrolu, v tistem času je bil šofer gospod. Je bil sicer izobražen gospod, to ni bil nekdo, ki je naredil 3-dnevni tečaj nacionalne poklicne kvalifikacije, ampak so bili prav poklicne šole, vsi so bili voznik, avtomehanik, se pravi, ni znal samo držati volan, ampak je znal tudi seveda kamion vzdrževati. Tudi vzdrževanje takrat je bilo bistveno drugačno, kot je danes. Cel položaj voznika se je spremenil skozi leta, seveda jih veliko več rabimo. Kot smo rekli, v Sloveniji praktično ni več izobraževalnega procesa, ki bi pripeljal nekoga do poklica voznik, ne. Je pa še vedno veliko avtoprevoznikov, ki izhajajo iz tega. Se pravi, to so neka družinska podjetja, ki so druga, tretja generacija, ki so zrasli v tem času in seveda vsi vidijo lepe kamione. Običajno še seveda imamo prevozniki tudi lepe osebne avtomobile, ker to nekako paše zraven. Ampak nihče pa ne vidi, da je tukaj ogromno enega prizadevanja k kvaliteti, k dobrim, boljšim pogojem za zaposlene, k spoštovanju vseh pravil in če mogoče ne gledamo
IT-ja, ki je strahovito se razvil v 10 letih, transport se je pa, recimo, da smo v 15 letih iz onih črnih tovornjakov, za katerim se je kadil, prišli do kamionov, ki so danes praktično samovozeči, ki dajo minimalne izpuste, ki pokurijo pol manj goriva, kot so ga recimo 10 ali 15 let nazaj na 100 kilometrov. Se pravi, so dosti bolj učinkoviti, dosti bolj zeleni. Če bi včasih normalno prevoz namenjen oziroma tovornjak namenjen v eno smer in se je nazaj vračal prazen, je danes to ne preživi. Tak prevoznik mora imeti res nek specialen kamion, da to še lahko gre. Sicer vsi gledamo na bolj široko namembnost, na logistične rešitve z povratnimi vožnjami, z krožnim prometom in tako naprej. Se pravi, da gledamo na vsak evro, na vsak strošek in na vsako rešitev tehnološko ali pa know-how, ki bo prinesla neko prednost, pa nek prihrank, pa ne govorimo samo v evrih, tudi v izpustih, tudi v času voznikov in tako naprej. Sicer ni prav, ampak 15 let nazaj, ko so se pojavile tahografske naprave v digitalni obliki, so vsi prevozniki, še recimo, če nasklepamo po Avstrijcih, ampak v bivši Jugi, vključno Slovenija, imeli nekako priučen, da je treba malo zmanipulirati, pa so vozniki vozili po 15 ur z dvem karticam, pa manipulirali s tahografskim napravom. Danes tega ni. Mi vemo, da so ta pravila striktna, da so narejena zato, da človek toliko fizično lahko oddela, potem pa potrebuje počitek, da je varnost na prvem mestu, pa kvaliteta storitve na drugem, a ne? In vse ostalo je šele potem za tem. No in zdaj to pod vprašanje. Prej ko smo klepetali tam ob kavi, sem vprašal, koliko tega drugega kadra pa potrebujete, recimo v podjetju, ne? Če imate voznike, Gregor, kaj pa tisti, ki pa ta ostali del rešujejo, torej ta predvidevanja cene, logistične poti, te spremembe. Zato, ker potem se k vam vrnem nazaj na kader, ki ga imamo. No? To so pa s kolegom prej ugotavljala, ne? Brez tega danes ni. Hvala Bogu, vsaj to v Sloveniji še najdemo. Če smo prej govorili, da pač voznikov praktično ni, so logisti, malo više izobražen kader, a ne, se pravi, skoraj ni logista, ki ne bi imel pač na zaključene fakultete, dobi neko osnovno znanje, ki ga seveda potem zelo, zelo rabi, da lahko to, kar smo zdaj govorili, dela dobre logistične rešitve, planira, predvideva, dela analize in potem seveda na trgu ti lahko daš neko konkurenčno ponudbo, ki ni samo ponudba ad hoc, ampak za tem stoji in kvaliteta in ves know-how, ki ga ta podjetje ali pa ta prevoznik nudi. Na spletni strani fakultete mislim, da piše 97% zaposlenost vseh študentov. To pomeni, da je to fakulteta prihodnosti v tem trenutku. Zdaj, če se vrne samo par sekund nazaj, ko je moj predhodnik našteval, kar se vse zgodilo v zadnjih 15 letih, ne? Te spremembe so toliko velike in toliko v smeri nečesa drugega, kot zdaj, kot je sam rekel, samo držanja volana, ne, da enostavno tisti, ki to zdaj hoče vse obvladati, mora biti kar prilično v redu izobražen človek. Ne. In to si mi poskušamo, ravno to mi poskušamo zagotoviti, da bi dali nekak celovitega človeka, če tako reče, takrat ne bo več študent, ne, ker bo končal ven. Ne. In zdaj, v tem trenutku je pač to, da greš študirati logistiko, mislim, da relativno v redu poteza, ker v resnici so naši študenti vsi v začetku 3. letnika skoraj vsi že vsaj približno vedo, kam bodo šli v službo, potem, ko diplomirajo. Tako da se včasih pravzaprav moramo zelo boriti, da jih obdržimo, da se vpišejo še na magistrski študij. Ne. Po drugi strani je pa jih pa pravzaprav premalo, ker moje mnenje je, da bi gospodarstvo upotrebovalo še več. Se sklepam iz tega, ker
po številu klicev, ki jih pač dobimo na fakulteto od različnih podjetnikov, ki se pač na nek način poznamo in jim dejansko ne moremo zagotoviti toliko kadra, koliko bi si ga oni želeli. Ne? Tako da mogoče bi tu izkoristil to gužvo, ne? Pa apeliral na vse, dajmo otroke, dijake, ki končujejo srednjo šolo, si malo navdušiti za to, da grejo v logistiko študirati, ker na koncu poleg tega, da je to zelo fajn stvar, se pa še splača, ne? Igora je, ko sem se pripravljal na ta pogovor in seveda iskal nekaj podatkov teh vhodnih, da lažje morda začnemo, ampak vidim, da niti ni potrebno. A morda v logistiki nasploh v Sloveniji premalo vemo. Mi se, začnemo v logistiki pogovarjati, ko je bila vojna v Ukrajini, pa ugotovimo, naša pot je zdaj kar naenkrat drugačna, ko je govora o žitu. Potem, ko je bilo, kriza, seveda spet ukrajinska, pa ni bilo kar naenkrat plina, odkot ga bomo dobili. Te nišne stvari, ko gre za logistiko, ali pa ta arktična pot nas zdaj navdušuje, kdo bo prvi tam speljal svoje pristanišča, kdo bo hitreje je prišel, ampak enkrat pa vem, tukaj sem sedel, se pogovarjamo o vojni v Gazi in v jemenskih upornikih in kar naenkrat, ne vem, kdo je bil ravno gost, slovensko pristanišče, ki je bilo zdaj prvo, je v trenutku postalo zadnje na ta konec sveta. Se pravi, a o logistiki v resnici ne da premalo vemo, da se premalo pogovarjamo ali pa da premalo razumemo pomen. Lahko sem pa samo jaz tak, no. Ne, sej, če se ne motim, si je vendarle Republika Slovenija v bistvu postavila strateške panoge. Ne? Če se ne motim, je to avtomobilska, farmacija, lesna in logistika. Ne? Se pravi, se zavedamo tega. Ne? Zdaj, če vprašate predsednika Slovenskega logističnega združenja, se o teh stvareh pogovarjamo dovolj, jaz lahko rečem sam, da ne, nikoli ne, ker je to pač zgodba, s katero se mi ukvarjamo v bistvu, ne? Ampak kot rečeno, treba je tudi paziti, da se o vseh teh stvareh ne pogovarjamo preveč, ker takrat, kadar je teh debat preveč, mi temu rečemo je inflacija, debat in seveda v takih zgodbah seveda trpi nujno kakovost, debat je preveč, ampak je premalo, ampak premalo debat na pravih mestih v bistvu, Se pravi, nam manjka nekega odprtega dialoga v bistvu, z vsemi deležniki tu v vseh teh zgodbah, Zdaj, v Slovenskem logističnem združenju v bistvu poskušamo nekako zares biti, rečemo temu, partner gospodarske zbornice. Mi se ne znamo in se ne bomo nikoli ukvarjali z politiko in probali biti predstavnik kogarkoli vizavi politike in tako naprej. Seveda bomo pa probali po strokovni plati biti glasni in pa povezovati vse, ki tukaj karkoli želijo. Tako da zdaj je nekako v nastajanju strateški svet za področje razvoja logistike, ki se odvija med Združenjem za promet pri gospodarski zbornici in v sodelovanju z Slovenskim logističnim združenjem. In seveda bomo v to zgodbo povabili kar nekaj, rečemo temu, ljudi, ki bodo bolj slišani, kot smo pa danes slišani. Se pravi, mi že piskamo okrog te logistike, po podjetjih, po fakultetah in tako naprej. Absolutno smo pa premalo slišani pri odločevalcih in mislim, da tu pa bi pravzaprav vsak od nas znal kaj pametnega povedati, dodati in tako naprej, ampak seveda v upanju, da bodo temu sledili tudi neki roki, ukrepi, odgovornost in tako naprej. Preden gremo še na zeleni prehod, ki je zelo pomemben del te logistike, pa digitalizaciji, pa morda še kakšnim futurističnim napovedim, tudi Pipistrel jih ima, ko smo že ravno pri tem, kaj bi bilo treba še dodati, tudi sekcija tukaj na SBC-ju bo ob gorivu pa ob zaposlovanju, kaj je že tista stvar, ki jo boste morda vi zagovarjali, da jo je treba izpostaviti, pa tudi rešiti, se izpostaviti malo brez veze, če ne rešujemo stvari.
Ja, se je ključno to, da bi mogoče tudi kakšno stvar rešili. Ne, ker tako, kot je kolega rekel, gospodarska pa obrtna zbornica sta v bistvu vodilo, ne, obema ta sekcijo za promet in vsi prevozniki ali pa večina slovenskih prevoznikov je član ene, druge, včasih je bila tudi avtoprevozniška zbornica, ki zdaj jo ne obstaja več, ampak so člani zaradi tega, ker imajo željo, da se te problemi, ki so vsem skupni, rešijo. Nažalost, obe zbornici imata precej administrativnega dela, ki jim v bistvu kot funkcijo nalaga država, ne, se pravi dodeljevanje licenc, dovolilnic in tako naprej. Cel kup seveda še drugih stvari, a ne, so vedno tudi v delegacijah zraven, kadar je problem transporta pa logistike. Kar smo si pa mi zadali, je pa vsi člani, ki se ukvarjamo s transportom, da se povežemo v klubu SBC in probamo vsaj poskušati rešiti problema, če že ne pridemo do kakšnega recimo srečnega konca, ne, pa dati mogoče, če ne spremembe, pa vsaj neke rešitve, kako se nekega problema, ki je vsem skupaj, rešiti, ne. Tako, ko si že naštel par stvari, ne, v Sloveniji imamo eno najvišjih kazni za prekrške pri plačilu cestnine, kar je problem. Predstavljajte si, da je voznik, ki pride 3-krat na teden po 2 dni domov, prinese 2500 evrov plače, potem pa se pelje v enem dnevu v Koper, pa nazaj, vmes se v nalom ustavi, kar pomeni, da je 3-krat pričel z vožnjo, ne, naredil je 300 km, kar je mogoče 3% njegove mesečne poti, pa si je prislužil 3-krat po 800 evrov kazni, zaradi tega, ker ima Dars pač to nalogo, zakon, ki je bil sprejet, izvaja in kaznuje vsakega, ki ne samo, da je lahko naredil prekršek, njemu samo naprava mogoče ni delala, ki je v lasti Darsa, pa je samo ni preveril, preden šel na pot. To je eden od problemov. Potem, če smo prej govorili, da imamo dobro strateško pozicijo, geografsko pozicijo Slovenijo, ker to nam ne morejo vzeti, ne, je pa recimo, ko smo imeli mi prednost, da smo bili država v tranziciji, pa smo imeli nižje cene, smo pa zdaj v dostih stvarih stroškovno toliko zrasli, recimo v zavarovanjih, če že pustimo gorivo. Zavarovanje je šlo večini avtoprevoznikov gor za 50% v zadnjih 2 letih. To noben ne more vkalkulirati v ceno. In kaj se posledično dogaja? Pustimo obremenitve plač in standard, ki je v Sloveniji recimo nekako zrasel v zadnjih letih, in seveda vozniki ravno tako zahtevajo svoje. Je zdaj Hrvaška kar naenkrat postala bolj davčno ugodna, imajo nižje zavarovanja, lažje dobijo delovno silo, zaradi tega, ker so postopki bolj tekoči, pa nimajo upravnih enot, ki stavkajo, nimajo upravnih enot, ki se recimo zatikajo za pike, vejce, pa napačne izraze v prošnjah, pa ne obravnavajo vlog, zaradi tega, ker je nek uradnik na dopustu ali pa in tako naprej. Se pravi, da Slovenija kar naenkrat zgubila na račun sosede, ki je bilo čas deleč zadnje. Jaz se spomnim še časov izpred 20 let, 30 let, ko smo v podjetju, ker sem delal, imeli zunanjega svetovalca, ne, ki nam je v svojih uvodnih izvajanjih, ne, se sezul čevlj in bos hodil pred nami, ne. Ideja, ki nam jo je kazal, ne, je pač pravzaprav ta, ne, če hočeš ti pametne spremembe delati, ne, moraš občutiti tla, ne moreš ti zdaj, moraš vedeti, kje si, ne. In jaz imam tu včasih občutek pravzaprav, da se ne zavedamo v bistvu resnosti situacije, v kateri smo, ne. Gregor je omenil Hrvaška, ne. Zares imam občutek pravzaprav, ne, da se na Hrvaškem stvari peljejo z vidika Hrvaške v zelo pravi smeri, ne. Tam je zakonodaja lažja, ne. Poslušamo v bistvu, ne, da se davčno razbremenjuje tako plače kot tudi davščine na podjetjih, ne. Po drugi strani se moramo zavedati tega, ne, da s tem, ko Schengena ni, ne, se je celotno pravzaprav gravitacijsko področje premaknilo, ne.
nižje. Zagreb je milijonsko mesto, je ekonomsko izjemno razvito, v bistvu ne, in na Hrvaškem se danes pravzaprav načrtuje milijon novih kvadratnih metrov pravzaprav skladiščnih površin, pol milijona jih je pa v izgradnji oziroma že v zaključevanju. Na drugi strani smo se pogovarjali o Srbiji, tam je 4 milijarde pa pol, v bistvu ne. Kolikor sem poslušal na konferenci pravzaprav ministra, se pravi sredstva v načrtovanju v železniško infrastrukturo, milijardo pa pol je že v uporabi in tako naprej. Vemo, kaj Avstrijci delajo pravzaprav za železniško infrastrukturo, ki bo danes jutri zaključena. Intermodalni terminali, ki tam funkcionirajo, pravzaprav zares funkcionirajo. LCA, pravzaprav ta center tukaj v bližini Celovca, to ni samo intermodalni terminal. Že od vsega začetka govorijo pravzaprav, da hočejo narediti gospodarstvo, ekonomiji, tudi proizvodnji mladim podjetnikom, ekonomsko privlačen model, kjer bomo seveda ponujajo v osnovi logistične storitve, ampak hkrati pa pravzaprav ponujajo prostore za gospodarstvo, potem za coworking, ne vem, kaj vse skupaj, pravzaprav vse, in vsi naokrog nas delajo vse to, kar smo že uvodoma se pogovarjali, da pravzaprav ekonomiji ali pa podjetnikom omogočajo, da lažje živijo, Tako da mislim, da trenutek, ko bomo pač se tudi tu pri nas morali to zavedati, še prihaja, in jaz upam, seveda, da se bomo tega zavedali čim prej, pa je čisto vseeno, kjera vlada bo, da se tega zavedala. No, pa smo tam, kjer ste vi rekli, zdaj lovimo tisto, kar smo zamujali. Tako. Zdaj, mogoče bi se dotaknil tega, ko zelo dostkrat se sliši v pogovorih in po televiziji, že smo prej omenjali televizijo, kak je Slovenija izjemno geografsko lego. Zdaj, to je do neke mere res, vendar mogoče se mi malo tudi preveč optimistično gledamo na to lego. Dejansko smo mi resnici zelo globoko na dnu našega Jadranskega morja zaliva in segamo v sredino Evrope. Samo okoli nas imamo pa steno, torej Alpe. In iz stališča poti od transporta, torej od pristanišča pa dalje do potrošnikov, ki so večinoma na oni strani Alp, pa nimamo tako enostavne poti. Zdaj, ko je Igor omenjal tole v Avstriji, ta intermodalni center, ti imaš eno veliko prednost. Stoji na stičišču nekaterih dolin, ki dejansko peljejo skozi Alpe, in tam imajo zelo široko železnico, rečemo temu tako, kar je mi nimamo. In pri nas je pa treba najprej zlesti gor na Kras, potem pa ide dalje. In to je neke vrste težava, ki jo včasih mogoče pozabljamo. To ne gre zdaj samo zaradi tega, da so slabe železnice, ne vem. So tudi neki objektivni vzroki, včasih krivi smo pa mi, ker jih nismo pravočasno prepoznali. Tako da, to sem mogoče prej rekel, tako da dejansko, glede na to, da do Dunaja pride kontejner prej iz Rotterdama, kot pa iz Kopra, glede na to dejstvo, so komercialisti Luke Koper strašno dobri, da toliko kontejnerjev spravijo skozi kot jih. No, se zanimivo je en podatek, da se milijardo pa pol izgubi, kot tovornjaki stojijo na leto. Si predstavljamo, kakšna je to številka, potem pa samo poslušamo poročila, ki reče, tovornjaki pred karavanškim predorom, ker še vedno ni zgrajen, stojijo, 2,5 ure. Ampak tukaj je že luč na koncu tunela. Res je. Samo še prebiti je treba. Tukaj je že čez. To se že skozi vidi. Ampak jaz ne bi bil čist tako črnogled. Mi še vedno mislim, da smo dovolj iznajdljivi, da imamo zelo dobre ljudi, ki znajo stvari delati, ki imajo veliko izkušenj, ki dajejo temu področju res visoko dodano vrednost. Kljub temu, vsem težavam, ki smo rekli, če se primerjamo z neko Madžarsko, pa mogoče Romunijo, smo sigurno veliko boljši.
ampak nam samo malo manjka. Ne, Prav malo politične volje, malo profesorskega znanja, ki bo slišan, pa malo naših rok, ki bo povedala ali pa dala nek feedback nazaj. Glejte, tole ne gre tako, kot ste si vi predstavljali, dajte to nekaj spremeniti, nekaj nam pomagajte, da bomo mi lahko svoj del naredili. Ta zeleni prehod, no, to se je zdaj dobro omenilo. Tudi tu so politiki v Evropi, seveda zaradi vseh podnebnih sprememb, pa še česa, rekli, ok, gremo v zeleni prehod, vemo, kaj je to povzročilo nemškemu avtomobilskemu gospodarstvu predvsem, ampak kako je pa s tovornjaki? Je tudi tukaj zdaj veliko govora o tem, da bodo tovornjaki, prej si sam rekel, zdaj pol manj porabijo, pol manj izpustov je, ampak da bomo imeli, ne vem, tako kot je Elon Musk naredil nekih svoje tovornjake, ki vozijo sami in to na elektriko, malo tudi po slovenskih cestah to videli? Ja, mogoče smo kle na začetku nekega razvoja. Se pravi, vsi bi želeli, da smo tam, kjer smo pri osebnih avtomobilih, se pravi, da je nekje 5 let izkušenj, 10 let od začetka te tehnologije. Ne, pri tovornjakih smo dobesedno na začetku. To v praksi ne živi še, mogoče v manjšem obsegu v tem lokalnem prometu, v lahkih dostavnih vozilih, v mogoče tovornjakih do 3,5, ki delajo krajše relacije. V transportu, ki je večji segment ali pa ki prevaža težke tovore, ki dela daljše razdalje, si jaz ne predstavljam trenutno nobene od teh rešitev, ki je trenutno na voljo, ali pa vsaj komercialno na voljo, kar pomeni, da jo lahko kupiš, postaviš na cesto in jutri začneš voziti, da bi bila nekako konkurenčna obstoječi. Ker če gremo oseben avto primerjati na električen pogon, pa na klasičen pogon, je pač veliko, bomo rekli, prednosti v električnem vozilu, pri tovornjaku ga ni. Pri tovornjaku, če ne bo tukaj neka davčna politika, neka subvencija zadej, tega ne bo. Prvič je težji, drugič ima manjši doseg, tretjič je problem infrastrukture, kako bo to zmogla, tudi če govorimo o vodiku. Je pa to še bolj, bomo rekli, še pred začetkom. Jaz sem letos bil na Hannoverskem sejmu logističnem, ki je največji v Evropi, vsake 2 leti. Vsi proizvajalci, ki kaj štejejo, ne samo v Evropi, tudi Kitajci so imeli svoj hangar, predstavljali res čudovite tovornjake, dobre rešitve, ampak vsi so, recimo, se zdaj fokusirali na elektriko pa vodik. 5-10 let nazaj so vsi govorili LPG, ki je danes LPG. Še prej je bilo, biogoriva, ki so ostala nekje pri primešavanju 7%, ki jih imamo trenutno v gorivih. Se pravi, alternative vedno bojo, katera bo prava, je vprašanje, ampak od tega, kar je trenutno na voljo, so vozila na klasičen pogon, se pravi na dizelsko gorivo, enostavno toliko v prednosti, da bo še kar nekaj časa, še kar nekaj let razvoja potrebno, da bojo dohiteli, pa da bomo prevozniki prepoznali prednost tega. Oziroma, ali pa saj iznačitev na neki tehnici, kaj je boljše, če je to toliko slabše, mora biti to na drugi strani ali pa v nekih drugih pogledih toliko boljše, da se nekako izenači. Veliko s Kitajci delate, veliko se pogovarjate, izmenjujete ta mnenja. Kje so pa Kitajci, ko gre za električna tovorna vozila? Zdaj, če sem iskren, se o tovornjakih preveč nisem z njimi. Vendar idejo sem pa dojel, ko sem se pogovarjal z kolegi. Mi imajo podobno mnenje kot jaz in zadeva je sledeča. Če bomo mi na konceptu prevoza tovora, ki ga poznamo zdaj, poskušali samo gorivo zamenjati, torej namesto dizlov električne tovornjake, to ne bo funkcioniralo. Zdaj, ne bo kakšne debate, sem si že kupil nalepko, tisto, ko piše Hate Musk, Love Tesla, ampak Tesla pri osebnih avtih je to super dobro rešila. In ko bo na nek način nadgrajeno šlo to pri tovornjaki, mislim, sistem polnjenja in načrtovanja poti, ko bomo, na primer, spremenili
dojemanje, da bomo električne tovornjake bolj dojemali kot, recimo temu, železnico. Torej, bomo imeli neke določene skoraj da vozne rede, kje se bodo ustavljali in bo temu vse prirejeno, tudi, mislim, pravzaprav zaradi polnjenja se bodo ustavljali. Takrat bomo prišli do tega, da bomo imeli neko prednost. Kaj bomo dobili? Dobili bomo v slovenščini naprej vedeli, bomo imeli natančno določene čase, kdaj bomo do kam prišli in bo zadeve, naprej bomo predvidevali, kdaj, kje bomo, natančno, dosti bolj kot je zdaj, ker to več ne bo prepuščeno človeku, temveč avtomatsko vodeno. Takrat bomo verjetno, podobno kot vozni redi pri vlaku, bomo prišli do neke prednosti. Sej mi pri določenih projektih tudi zdaj sodelujemo, tudi naši, upam, da ne bom kaj narobe naredil, ko bom omenil, Eles se s tem že ubada, kaj bo čez 30 let, pač, kje bo dovolj, da bo dovolj elektrike tam, kjer je potrebna. Ko bomo pa to naredili, pa nov koncept usvojili, ne, potem pa mogoče bo sama tehnologija nas pa ne bo rešila. Se bo pa energent spet zamenil. No, ampak, Tu pa to je možno. ampak tu je še en pogled, ki mislim, da je dosti pomembna. Če en vlačinec na dizel stane tam med 130 pa 150 tavžen teorija, pa vozilo na električni pogon, adekvatno 500,000, je to absolutno skozi ceno svoje storitve nemogoče not spraviti. Enostavno ne gre. Ne? Se pravi, ta model brez neke spodbude države nikakor ne bo funkcioniral. V bistvu, ne? To je na eni strani. Na drugi strani je pa, kakorkoli obrneš, v bistvu, ne, bolj ko hočemo biti zeleni, kaj pomeni zelen? Zelen pomeni, da pač na neko enoto proizvedeš manj ogljikovega dioksida. Pika. In seveda poti do srečnega konca, tu so pa drugačne, v bistvu, ne. Se pravi, elektrika je samo ena izmed poti, ampak tisti trenutek, v bistvu, ne, ko hubata, pa vlačilec pravzaprav za enako upravljeno storitev naredi 20% manj kilometrov, pomeni, da je učinek v 20% manj ogljikovega dioksida in onesnaževanja okolja, in pa seveda podjetju več ostane. Tisti trenutek, ko prevoznik, ki danes dela zbirnike in vozi na poti, v bistvu, kar smo se prej pogovarjali, na svoji poti za 20% boljše izkoristi svoj tovorni prostor, to pomeni 20% manj ogljikovega dioksida oziroma manj izpustov, na pač enoto, o kateri se pogovarjamo. Zdaj, in to je ena izmed stvari, ki jih pravzaprav tudi kot nek odločevalec moram razumeti, zato da ekonomijo spodbudimo. Poti v tej zgodbi so pač različne. Eno je spodbujanje sodelovanja, bodi si horizontalno, bodi si vertikalno. Druga zgodba, ki se še danes nismo dotaknili, je seveda tehnologija, oziroma pač digitalizacijske rešitve, ki pravzaprav na tej sodelovalni ravni marsikaj seboj prinesejo, v bistvu, umetna inteligenca, pravzaprav algoritmi za optimizacijo transportnih poti in tako naprej. In seveda, kaj narediti, poglejmo, kaj lahko naredimo, kaj lahko tudi v bistvu država naredi za to, da spodbudi podjetja, da grejo v tej smeri. Ena umetna inteligenca danes je vendarle v bistvu tehnologija prihodnosti, ki celo digitalno transformacijo pravzaprav omogoča, ampak je še vedno draga. Pa sigurno je kot prihodnost nekaj, kar moramo absolutno upoštevati, in danes je pravzaprav, jaz sem bil oktobra v Berlinu na kongresu od Nemškega logističnega združenja. Vsi govorijo o dveh zadevah. Prva stvar je, da se vsi bojijo Kitajcev, in druga stvar, vsi govorijo o umetni inteligenci. Tako da mi tudi pri zelenem prehodu ne moramo si zatiskati oči pa govoriti o optimizaciji, v bistvu. To je sestavni del zelenega prehoda. Sreča, da smo se dotaknili te teme. Zdaj, po moje, je logistika šele takrat zelo dobra, ko mi stvari čim manj premikamo. Torej, da smo, če govorimo znotraj ograje podjetja, ko smo zadeve zložili v takšnem vrstnem redu, da imamo čim manj premikov stvari in dosežemo želen učinek, takrat smo logistiko dobro zorganizirani. Upam, da se to strinjamo. In ko bomo to napravili, potem bomo dosti manj
potrebno premikati stvari z enega konca na drugega in takrat bomo enostavno dosegli učinek zmanjšanja vseh izpustov, kakršnih koli gledaš. Ne? Sicer to najverjetneje ne bo dobra zgodba za prevoznike, ali pa tudi, ker bodo pač več stvari, ne zdaj po 100 km vozili, ampak pač manj. Ne vem, ali bojo pa cene zrasle, kar bi na koncu pravzaprav tudi bilo boljše, da bi se manj vozilo, pa da bi bile cene večje. Ne? Vsi bi bili bolj srečni, verjetno na ta način, ne? Ja, ampak mislim, na načelni ravni tu se najbrž vsi strinjamo, ne? Ampak nismo še tam. Jaz ko predavam naokrog, vedno dajem primer smučke. Se pravi, jaz, ko sem kot mulc smučal, prav spomnim se, rdeče so bile smučke in bila je lesena sredica, gor na vrhu je bila plastična površina, od spodaj drsna površina, naokrog so bili robniki, na vrhu pa tako imenovane bindunge. V bistvu, ne. Se pravi, vse skupaj je bilo sestavljeno iz 6, 7, 8 kosov. V bistvu, ne. Danes ena amfibija pravzaprav je sestavljena iz 70, 80 različnih kosov. Ne. In jaz lahko tudi smučko čim manj premaknem, ampak vseeno je teh 80 kosov treba do begun pripeljati, kakorkoli. In seveda to na koncu sestaviti. Ne. Tako da imeti razmišljanje, ne, pravzaprav, da bo logistika manj, ne boje, ne, nikoli. Mi tudi, če jutri naredimo drugi tir in tako naprej, po jutrišnjem zaradi tega na naših cestah ne bo manj avtomobilov, nikoli ne bo v bistvu. Ne. Tako da mi pač pravzaprav moramo ves čas gledati, kako optimiramo. Ne. Zdaj pa, a je to znotraj proizvodne, pa na proizvodni liniji, sej logika pa filozofija, v bistvu prepeljati nekaj čim bolj učinkovito, pa velja tudi med dostavnimi mesti in povsod. Optimizacijski algoritmi so popolnoma enaki. Vprašanje tukaj je, kako zdaj pravzaprav to spodbuditi. Moramo vedeti, da, ne vem, takrat, ko so meni starši kupovali tiste smučke, so isti dele svoje plače dali takrat za smučko, ki je bila sestavljena iz 5 kosov, pa verjetno so takrat delali v Elanu samo dvojne smučke, pa do tega, kar je danes, kjer je sestavljena iz tolikih kosov, v bistvu ne, in še vedno je pa delež plače, ki jo poprečen človek v Sloveniji nameni za smučke, enaka, Se pravi, na račun čega? Na račun optimizacije, avtomatizacije, robotizacije v bistvu. Ne? In ta trend se bo nadaljeval. Vse pojutrošnje bo smučka sestavljena iz 120 kosov, ne vem, kam bo šlo, pa še vedno bomo pripravljeni enako dati za njo. Ampak če smem, ni vseeno, ali zdaj tisti les pripeljemo iz Kitajske ali ga pa pripeljemo iz slavonskih hrasti Slavonije. Ne? In zakaj se je v 90-ih ali pa še prej globalizacija tako razmahnila? Z preprostega razloga, ker je bilo tam ceneje. Saj ni drugega razloga bilo. Zdaj se pa te stvari spreminjajo, ne? In tudi nihče ni takrat razmišljal preveč o zelenem in tako dalje. Tako da v bistvu je mogoče bo potrebno menjati neke poslovne modele, da ne bomo več iskali najcenejše stvari iz ne vem kje, ampak bomo upoštevali neke druge stroške še zraven in potem to zadevo raje kupili pri nas. Čeprav bo malo dražja, ampak kaj bo potem naredilo? Kupili bomo svojo, od tega bodo imeli spet naši ljudje plačo, spet bo od njihove plače, ne vem, pa njihove potrošnje naša država dobila davke, kakor pač mora, in mogoče bo krog malo To je pa priporočilo novi komisiji Evropske unije, da naj se vrnemo vendarle nazaj na Evropo, ker so zračunali, da če iščemo vse pri Kitajcih, pa čeprav je tam morda ceneje, pa ne vemo, ne odtisa, ne česar. Zdaj, ko smo pri tej modernosti, pa bi jaz mogoče še vprašal, kaj razmišljate, da bi imeli en samovozeč mini robot, ki bo pripeljal tiste kratke razmere, razdalje, ne vem, pico, zdravila. Zdaj malo ciljem na ta Amazonova samovozeča vozila, pa celo Pipistrel je napovedal, da v roku 2 let razvija, da bi imel zračno plovilo, ki bi določene stvari lahko pripeljalo. Zdaj v prihodnost gledamo. Jaz mislim, da to že je. To sigurno ni toliko velik problem v tej tehnologiji, kakor je na koncu v to spraviti na cesto, pa potem pravno, formalno to urediti. Ne. Danes vemo,
kako gre odgovornost pri komu, če se nekaj neljubega zgodi. Ne? Kako bo recimo nekdo opredelil odgovornost, če bo neko samovozeče vozilo povzročilo škodo, bog ne daj pa koga poškodovalo ali pa celo, da bo nekdo v tem umrl. Tukaj, po mojem, je največji problem. Ne? Še pred korono smo bili na enem predavanju, mislim, da je bil Goodyear, ki ima precej teh tehnologij, mi si vsi predstavljamo, da Goodyear so pa samo gume, delač od tega. OMV, Avstrija nas je povabil in oni so takrat z Volvotom že imeli samovozeča tovornjake, ki so v zaprtih urbanih mestih, simuliranih urbanih mestih prepeljali tovor, se pravi od nakladalnega mesta, kjer je bilo nek logističen center, do distribucije po manjših lokalih, se pravi tisto, kar je trenutno fizično najtežje. Se pravi nakladati, razkladati, distribuirati po manjših enotah. In je ravno to problem. Ne? In še na koncu, ki je ta govorc izpostavil, je bilo in mi je dal, mislim, da mi je zelo ostalo v spominu, je, če bo nekdo naredil program, se pravi neko softversko rešitev, ko se pele nek tovornjak ali pa neke samovozeče vozilo, da ne bo tovornjak, da bo osebne vozilo. In bo videl, da je neizogibna situacija, da bo v opciji A povozil otroka, v opciji B pa odraslo osebo. Kdo bo tisti, ki bo tukaj odločil? In kakšne posledice bo to imel? To mislim, da je največji problem. Tehnika, tehnologija, veste, da danes je, če so slačali vse živo v eno tako majhno napravco, ki rečemo telefon, pa 15 let nazaj ni bilo možen nič drugega s tem narediti, vzpostaviti klica, pa smo bili vsi navdušeni, da lahko s telefonom hodimo v krog, brez da smo privezani z žico, je danes to nekaj samoumevnega. In ta tehnologija gre strahovito naprej, problem je pa vse ostalo urediti, kar zraven pride v paketu. Ker videl sem trajekt, mislim, da na Švedskem, ki je odpeljal potnike z enega na drugi konec, popolnoma samo vozeč. Dobro, tam ni veliko gneče. Ali pa v skladiščih. V skladiščih, roboti so neki vsak dan. Tako je. Potem velike tovorne ladje, mislim, da so tudi prvič že preplule, tako poskušali sami. Kitajci vsak dan pokažejo kakšen video posnetek, kakšnega helikopterja, ki kaj pripelje. A je to vendarle v roku 10 let realnost, da bo tega več? No? Ali pa da lahko tukaj pipistrel, ker enkrat ga je že naredil drugi preboj, naprimer. Tega bo v vsakem primeru, jaz mislim, da imeti idejo, da bomo zdaj se tule zaustavili, nikakor ne. Jaz vse čas pravim, mi naše člane, pa vse, ki hočejo, vozimo naokrog po semih, jaz toplo priporočam pravzaprav vsakemu, da gre tudi na kako konferenco v Francijo, v Nemčijo in tako naprej, preprosto zato, da se vidi, kaj pravzaprav v svetu danes že obstaja. V bistvu, mi danes ne govorimo o nobeni fatamorgani, to so stvari, ki so danes tukaj. Seveda, če ne veš, potem ta stvar pač ne boli. Kot je Gregor rekel, danes neki AMR, neka avtomatizacija v skladišču je danes nujno. Pravzaprav, samo vozeča vozila so že na cesti, in tako naprej, sicer v nekih tesnih okoljih, ampak to je tukaj, in jutri bo to nek normalen del vsak dana v bistvu. In seveda tu je, zdaj pa na strani podjetij je pa tako, kako hitro bomo mi to v stanju implementirati, na eni strani, na drugi strani pa seveda, zdaj pomeni, jaz ko imam samo vozečo vozilo, ne potrebujem več šoferja, ampak potrebujem nek bolj izobražen kader, ki bo meni pomagal pravzaprav te stvari handlati. To so tiste stvari, ki se pravzaprav mi moramo danes zavedati, in v podjetjih počasi, postopoma v bistvu te stvari graditi, zato ker bo čez 3-4 leta bo to pri nas. In to je tisto, pa bomo zdaj krog zaključili, če sva midva začela, bo pa še končala, na kar nas morate pa tudi vi pripraviti, verjetno na fakulteti. Zato pa se mi trudimo, da bi bili na tekočem s tem, kar se v svetu dogaja.
tako na področju znanosti, kjer obadamo z teoretičnimi osnovami vsega, pa tudi na področju tehnologije, ne? Zato tudi z podjetji visokotehnološkimi in našimi zelo tvorno sodelujemo, tako da poskušamo naše študente vsako leto seveda znova obnovljenim drugim znanjem, ne samo niti 2 leti ne predavamo iste stvari, oborožiti vsem tem, kar obstaja v svetu, da potem, ko pridejo do delodajalcev, če že ne znajo čist vsega, kar si delodajalci želijo, znajo pa dovolj dobro in dovolj stvari, da so potem delodajalci z njimi zadovoljni. Ja, hvala lepa vsem trem za vaš čas. Vam pa ste videli, da logistika ni enostaven pojem in da zajema ogromno nekih tem. Danes smo se samo nekaterih dotaknili, ne? Še bi lahko govorili. Do naslednjič, torej, ko se tudi mi morda v tej sestavi še enkrat sestanemo čez kakšno leto, da preverimo, če so kaj poslušali, ne glede na to, katera vlada bo, pa da boste kakšne novosti nam predstavili, prav? Hvala lepa. Nasvidenje. Vam pa hvala lepa, da ste bili z nami. Do naslednjega aktualnega podcasta SBC-ja. Nasvidenje. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.